Lepo pozdravljeni na današnji prireditvi ob zaključku jesenskih srečanj. Ta prireditev je Podeželje se predstavi. Kot vsako leto imamo pripravljen pester izbor, pester program od glasbe do različnih iger. Glavni organizator je Sadjarsko društvo Mežiške doline, ki prireja tudi telečjo tombolo, tako kot vsako leto, in vas seveda vabijo, da kupite srečke. Ne bo vam žal, ker nagrade so res zelo lepe. Glavna nagrada je seveda teliček. Najprej bodo sedaj za uvod nekaj pesmi odigrali Labodi. Zato jim kar prisluhnimo. Dober dan, ansambel Labodi bo dan z vami. Eni tri bomo zašpilali, pa ima pa naša, ona ima besede naprej. Na prvem plisu med množico ljudi zagledal sem te, sem praha vprašal te, če bi plesala, pa stresla si z lasmi in rekla da. Ti nisem znal, tako kot drugi, pa vendar z mano si vse viže plesala. Ko v tihi noči sem domov te spremljal, spoznal sem, da srci te rado ima. Srci ranila, čeprav neroden fant,
sem bil še za ti, pa vendar vse noči si me čakala, da pesem moja spet se oglasi. Hej! Noči si me čakala, da pesem moja spet se oglasi. Evo, da gole teba besedo prepuščamo kar naši dami na desni strani. Ja, hvala, no. Moram povedati, da ste res super muzikanti, res ste fajn odšpilali, ali še en aplauz. To ja, samo en kabel nam ne dela. No, še preden napovem naslednjo točko, naj pozdravim gospod podžupanjo, gospod Greto Jukić, ki je tudi danes med nami. Ja, sedaj pa na oder kar vabim vesele kmetice Mežiške doline pod vodstvom Mojce Obretan, ki bodo zapele nekaj pesmi. Dobar dan, še v našem imenu. Pravijo, da kmeti pa kmetice nimajo nikoli dopusta. Mi smo živ dokaz, da to ni res, ker nas pol fali, ko so na dopustu. Tako da danes malo okrnjeni zasedbi, vam bomo zapeli v prvi rundi 3 pesmi, od tega 2 ljudski in eno avtorsko, gospe Angele Steiner, ko je naša pevka. Pridružil se nam bo pa tudi harmonikar Žan, ki je za mano. Pa bomo kar začela bomo pa pozdravljeni prijatelji. Pozdravljeni prijatelji, bodimo dobre volje, kozarčke zdaj izpraznimo, vesele pesmi pojmo. Kozarčke zdaj izpraznimo, vesele pesmi pojmo. Pustimo leta naj gredo naprej po svoji poti. Veselo si prepevajmo, naj si v nas las ne moti. Veselo si prepevajmo, naj si v nas las ne moti. Pravijo, da smeh je zdrav, iz srca se nasmejmo. Ljubezen naj združuje nas, le radi se imejmo. Ljubezen naj združuje nas, le radi se imejmo. Ostanimo prijatelji, to naše je bogatstvo. Življenje brez prijateljev bilo bi dolgočasno. Življenje brez prijateljev bilo bi dolgočasno. Shiva
ga vzgajati, zgledov nauko pa ne more dajati, da bi narod spametvala, šiva marsiki bi lahko plesala. Najlepša hvala društvom kmetic Mežiške doline. Vsi ste seveda lepo povabljeni k ogledu stojnic. Za vas imamo pripravljeno pestro izbiro različnih sladic, hrane, pijače, tudi drugih kmečkih izdelkov, tako da lepo povabljeni k ogledu. Naj vas pa zopet opomnim na srečke, ki jih je še vedno dovolj, preizkusite se v svoji sreči, ne bo vam žal. Glavna nagrada, kot veste, je teliček, srečke pa lahko dobite pri stojnici sadjarskega društva. Danes pa je z nami tudi močna dečva Maruša Miller, ki se bo kar sama predstavila. Vsi lepo pozdravljeni v mojem imenu in v imenu sadjarskega društva. Tule lahko tam na desni pri naši stojnici kupite srečke. Imamo kar lepe nagrade, saj veste, če se teliček ne bo pokakal, bomo pač žrebali. Vljudno vas tudi že zdaj vabim, mlada dekleta, da se prijavite za naslednjo leto za močno dečvo. To bo 26. novembra v družbenem. Z nami bo tudi en ful fajn ansambel, ognjeni muzikanti. Tako da vabljeni pač vsi, da pridete. Z nami je pa tudi danes tule ena gostja, mlečna kraljica Urška Pevec iz Šmarja pri Jelšah, pa vas lahko tudi ona na kratko pozdravi. Pozdravljeni še z moje strani. Moje ime je Urška Pevec in sem mlečna kraljica za mlekarno Celeja. Kot vas vidim takole zbrane, me zelo veseli, da tudi na takšen način spodbujate in krepite naše kmetijstvo, da bomo še naprej trdno stali na svojih nogah. Lep dan še naprej in če ste pa kje v bližini, me pa le ogovorite in bomo še kakšno rekli. Lep dan. Ja, obema dekletoma najlepša hvala, da ste se udeležili te prireditve. Zdaj pa bomo na oder spet povabili muzikante, ki smo jih malo izgubili, ansambel Labodi.
Tip zaris je samski stan, od fantov najbolj spoštovan. Ko šteje fan za dosti let, se hodi k ljubci grit. Tam je bil že mnogokrat, ne da se več mu vasovat. Če pridno sam doma zaspi, takole govori. A zdaj pa pojdem po dekle, tja daleč pod Gorjance, in jo pripeljem čez gori, čez tiste dolge klance. Le zanjo bije mi srce, pa še za eno drugo. In deklica tam pod goro mi ženka bo. Hej! Šrankoži postavljajo fantje zbrani za vasjo in pravijo, da draga bo za mojo ženkico. Kaj pa morem jaz za to, plačke dol pa hops na njo, saj najlepšo deklica dobil bom za ženo. A zdaj pa pojdem po dekle, tja daleč pod Gorjance, in jo pripeljem čez gori, čez tiste dolge klance. Le zanjo bije mi srce, pa še za eno drugo. In deklica tam pod goro mi ženka bo. Bije mi srce, pa še za eno drugo. In deklica tam pod goro mi ženka bo. Rekel eno še eno polko, bomo eno tako, da ne bomo peli ravno, bomo samo špilali. Te zdaj cenejš.
lepa. Okay. Ja, naj vas vse zopet povabim k ogledu stojnic, lahko tudi kaj kupite, lahko si ogledate, ne pozabite na srečke, ki jih je še ogromno. Zdaj pa na oder spet vabim vesele kmetice Mežiške doline. Rušno je res na deželi, deželi, deželi. Prav rušno je res na deželi, kjer hiša na samem stoji. Okol so pa travki zeleni, zeleni, zeleni. Okol so pa travki zeleni, to mene najbolj veseli. Vsak kmetič ima svoje veselje, veselje, veselje. Vsak kmetič ima svoje veselje, če zmeraj pošteno živi. Čez dan si zažvižga, zapoje, zapoje, zapoje. Čez dan si zažvižga, zapoje, zvečer pa prav sladko zaspi.
Podeželska mladina prireja 2 igri, ki jih bo sedaj na kratko predstavil Janez Kotnik, predsednik Podeželske mladine. Lep pozdrav. Jaz pred mikrofonom sem bolj redko beseden, tam pred stojnico, pa še kar rad govorim, no, malo. Se bom predstavil, jaz sem Janez Kotnik, sem predsednik Podeželske mladine Mežiška dolina. Letos smo prvič se nekam dali na eno javno prireditev, da se malo predstavimo ljudem, da nas malo spoznajo, da dobimo nove člane. Seveda, Podeželska mladina je pa tudi, namen Podeželske mladine je pa tudi predstavljati Mežiško dolino, naše navade, naše običaje, našo hrano in ne nazadnje tudi, da se mladi in tudi v povezavi z starejšimi družimo, tako recimo na današnjem dogodku. Jaz bi zdaj vse povabil tja na našo stojnico, lahko prijete na zastojn mošt, vplačate višino drevesa, ugotovite višino drevesa, vplačate, prva nagrada odojk. Seveda zdaj bomo imeli tudi kmečke igre, prijavljene so 3 ekipe, tudi sadjarsko društvo ima svojo ekipo, pa mi imamo 2 ekipi, to bo bolj simbolno kot povezovanje in sodelovanje med društvi. Tako da jaz bi kar povabil na prizorišče vse, da se nam pridružite, pa tudi da prijete na našo stojnico, ne. Hvala. En lep popoldan, ne samo kmečki dan, kmečki popoldan, ampak popoldan, v katerem bomo uživali, se nasmejali, pogledali, kako teče štehvanje, izžrebali telička in ga peljali domov. Seveda ne vsi, ampak tisti, ki bo imel srečo, ga bo lahko odpeljal telička. Pa tudi kmečke igre in ostale prireditve, ki so danes tule, vas bojo seveda malo pokratkočasile, če vam je komu dolg čas. Jaz upam, da vam ni. Lepo vreme smo zrihtali v jesenskih srečanjih in v bistvu s tem kmečkim dnevom tukaj na Poljani zaključujemo letošnja jesenska srečanja. Kmečki dan smo predstavili iz centra, iz igrišča, iz šotora sem na Poljano, ker smo prepričani, da ta dan tukaj s štehvanjem, z telečjo tombolo in vsemi prireditvami spada pravzaprav na Poljano. In to je v bistvu koncept v okviru širšega projekta ureditve okolice Kozolca, dodatne stvari, ki jih bomo naredili, kar manjka zdaj tule, tako da bo ta kmečki popoldan oziroma tudi druge prireditve v boljšem okolju, da bomo pač tisto, kar mora biti servis, dodaten servis, ki je potreben za to, da se bomo dobro počutili tu na Poljani. Zahvaljujem se seveda sadjarskemu društvu, kmečkim ženam in vsem ostalim turističnemu društvu Poljana, ki so glavni del težav in dela opravili pri organizaciji današnjega kmečkega dneva. Vsem skupaj pa želim danes popoldne lep, res lep, sončen dan in obilo užitka ob ogledu vseh prireditev. Tisti, ki pa jete, pa dober tek in Bog žegne. Hvala lepa.
sploh ne vemo, da se vi tam tepete. Da mi bomo še eno fajn zašpilali. En valček, kar eno instrumentalno. Že sonce vstaja, pomladni žal
Thank you.
še. Adijo, ne.
podelili smo glavno nagrado, to je bil teliček. Torej, štekanje organizira kot mestno društvo Poljana, ki je bilo ustanovljeno leta 1987. Iz Plata nad Mežico. Vsa leta je štekanje potekalo pri Najenski lipi na srečanju državnikov. Sedaj pa so prireditev predstavili na Poljano pri Kozolcu in je tu že 12. leto. Njihov cilj je tudi ohranjanje kulturne dediščine, torej štekanja. Torej, kmeci lepo pozdravljajo župana Krela in Mežice, torej gospoda Matica Tasiča in Dušana Krebla. Zdaj pa res bomo začeli, taj. Postregla jim je močna Grča Maruša Milen. En aplavz za tudi njo. Sedaj so začeli s častnim krogom. V Ljubljani so ga Zemljanom prvič predstavili leta 1955 v sklopu vsemorodnega festivala Koroški dan. Fantom gimnazijskih šporja je bila igra tako všeč, da so jo vzeli za svojo. Skozi leto 1954 obdržalo svojo prvotno obliko in se je le malenkostno spreminjalo. In prvi medalj je nemški. In kaže na prvotni način igre, ko je bilo treba sod zabosti, torej v nemščini štehen. V Zilsko dolino v Avstriji naj bi štehanje prišlo iz italijanskega vidma in naj bi bilo kmečka oblika rimske viteške igre kvintane, pri kateri so vojaki v nakol nataknjeno luknjo v deru zasajali kopje. V Zilski dolini je štehanje organizirano v povezavi z žegnani in binkočnimi igrami. Pri prenosu na Ljubljansko Posavje se je tako štehanje nekoliko spremenilo. Izgubilo je veliki značaj in dobilo bolj tekmovalnega. Postalo je nekaj vrste kmečki šport. Spremenili so se tudi vloge nekaterih udeležencev in pojavilo se nekaj novih elementov. Večje, ki imajo pri zilskem štehanju odločilno vlogo, pri izbiri zmagovalca so se umaknile v zadnje, njihovo vlogo prevzela komisija, ki ocenjuje štehanje in ob koncu tekmovanja določi zmagovalca na podlagi prejetih točk. Medtem ko so predvojni štehanci večje nosili gorenjske noše, so se v pogodnem času želeli bolj zgledovati po zilskem štehanju z zilskimi nošami. Priprave na tekmovanje so se v začetku posavskega štehanja začele že vsaj 2 meseca pred prireditvijo. Mladi neporočeni fantje so tekmovali s kmečkimi konji brez sedla, ki so bili vajeni težaškega dela na polju. V zadnjem času, ko so konji na polju zamenjeni stroji, pa v spredje prihajajo konji, ki niso obremenjeni s kmečkim delom, ampak jih rejci uporabljajo za rekreacijo oziroma šport. Igra poteka tako, da se odmah zabije lesnih drog, na katerega se vsega lesnih soček, obrit z leskovimi obroči. Fantje na to jezijo mimo in zbijajo soček s posebnimi koničnimi kiji. Na koncu obroče pa trikrat jezijo za nagradni venec.
Ja, torej, poskrbeli smo za tekmovalce, zdaj je treba poskrbeti še za konje, da tudi ti ne bodo žejni in za to bo poskrbela močna dečva. Dajmo aplavz za naše Štefance. Ne manjka več veliko in dobili bomo zmagovalca. Dajmo spodbujati, kdo bo zmagovalec. Bravo tekmovci, dajmo, spodbujajte, za koga navijamo. Sicer ima vsak svojega favorita, dajmo, spodbujajte jim.
Maruša Miller. Še prej pa je bilo le ne krogu, torej zdaj še 3 krogi sledijo. Evo malo spodbude. Ja se ustrašil, je preblizu kopsu, mora bo naraz, jer se teče bo tej, mora je zdaj. Ne bo. Oni klinke ne treba, ne daje sem. Ena može, ena mu ne. To ni prav. Tam so pa vse droge dali. Tete bodo večerati drugo. Tete bi ne Da vidimo, koga bo izbrala, kdo se je prislužil enec. Ona tako je tega. Ne, še je samo. Sve smo mu to dali. Koji ne grejo. Ja, da nam bude kulište. Ma prav, tole stoji da nam Grega Akšner. Bravo, čestitke. Močna deča je imela seveda svoje kriterije za izbor. Torej, zmagovalca prosimo, da naredi častni krog. Zmagovalec seveda že proslavlja, ampak mi ga prosimo, da se še malo pokaže. Torej, sedaj prosimo še vse tekmovalce, da skupno naredijo en častni krog. Bravo, fantje! Štekanje je organiziralo konjeresko društvo Poljana. En aplavz.